S testnim dnevom 5 avtomobilov, ki ste jih na ciljno ravnino izbora Slovenski avto leta 2023 postavili vi, novinarji odpiramo veliki finale. Usoda tradicionalne italijanske avtomobilske znamke je ponovno odvisna od enega avtomobila, tokrat od nove Alfa Romeo Tonale. Tudi zato se ta trendovski križanc z všečno podobo, sodobno in digitalizirano notranjostjo ter z elektrificirano hibridno pogonsko paleto zmore postaviti ob bok najboljšim križancem v tem najbolje prodajanem avtomobilskem razredu. Na papirju ima Tonale vse adute za uspeh. Vprašanje pa je, če v sledenju prodajnim trendom ni izgubil nekaj stare Alfine duše in koščka športnega srca. Novi Peugeot 308 se z drznim oblikovanjem, tehnološko doslednostjo, pogonsko raznolikostjo in predvsem z voznimi lastnostmi zlahka postavlja po robu invaziji cestnih terencev oziroma križancev. Peugeot 308 je avto, ki obrača glave in kupcem ponuja celovit nabor pogonskih rešitev. Ob bencinskem in dizelskem motorju še priključno hibriden pogon ter povsem električni pogon. Tako dobro, kot je videti, se tudi pelje. Nova Opel Astra pod okriljem globalnega koncerna Stellantis tehniko deli s Peugeotom 308. Tehničnega sorodstva s Francozom ne zmore skrit, s ščepcem nostalgije v obliki stilističnih podrobnosti iz Oplove preteklosti in skrbno nemško nastavitvijo podvozja ter razmetenja, pa vseeno ohranja nemški značaj in tradicijo. Kot kombi limuzina in kot karavan s široko paleto pogonskih možnosti, od dizelskih, bencinskih, hibridnih in kmalu tudi električnih, zna ustreči zelo različnim okusom in potrebam. Citroen C5X stavi na pregovorno Citroenovo udobje in oblikovno ekstravaganco. Ponuja svojevrstno ter šarmantno zmes kombi limuzine in karavana in ta obrača glave, dviguje obrvi, ampak tudi malce jezi zaradi manj uporabnih prostorskih razmerij. Ob znanih in preizkušenih pogonskih možnostih navduši z izredno udobnim vzmetenjem, ki pa odzivnost, predvsem pa natančnost vodenja postavlja v drug plan. To je avto za udobna in umirjena križarjenja. Toyotin najbolje prodajan avto je prvič v zgodovini dobil še karoserijo cestnega terenca. Toyota Corolla Cross odsotnost vznemirljivo pognjene pločevine nadomesti s prostorno ter pregledno kabino. Njen najmočnejši adut je Toyotin najnovejši hibridni pogon 5. generacije in ta je dovolj zmogljiv, pa tudi dovolj varčen, da se bodo vozniki brez slabe vesti glede izpustov še dolgo vozili po cestah vseh vrst. Svoj cestno-terenski značaj podčrta z električnim štirikolesnim pogonom. Glede na to, da smo na tem trgu res skoraj popolnoma obkroženi z športnimi terenci, križanci vseh vrst, me veseli, da je poleg teh modelov v finalu tudi kakšen avtomobil bolj klasične zasnove. Letos nimamo izrazitega favorita oziroma avtomobila, ki bi na nek svojstven način štrlel iz povprečja že vnaprej. Ampak takšna finala so po mojem mnenju najbolj zanimiva, pa tudi najbolj tekmovalna. Če dobro pogledaš, so 4 avtomobili iz koncerna Stellantis. To se mi zdi zelo zanimiv. Pri izbiri ali pa nakupnih odločitvah definitivno se ne da jeti mimo cen oziroma mimo podražitev avtomobilov. Ker to, kar se zdaj dogaja v zadnjih 2 letih, ta enormni cenovni skok, to se pravi, po mojem mnenju, to zagotovo vpliva tudi na izbiro avtomobilov. Mislim, da je nekako nabor finalistov neka mešanica tega, kar imamo danes na avtomobilskem trgu, se pravi neke klasike, neke vesele teh športnih terencev, ki narekujejo prodajo. In potem je nekaj, recimo en avtomobil, ki ima neko novo karoserijsko zasnovo, tako da je neka taka zanimiva kombinacija. Nekaj večji presenečenj pa mislim, da ni bilo. Dejansko je ta izbor finalistov odraz tega, kar si naši bralci, poslušalci in gledalci mislijo o električnih avtomobilih. Sej na nek način vemo, da elektrifikacija v Sloveniji še ne pije vode, proda se približno 5% električnih vozil glede na vse nove, kar je res majhno. Dobro vprašanje, težak odgovor. Jaz sem že toliko časa tudi zraven pri teh avtomobilih, da pravzaprav me kaj veliko ne more presenetiti. Itak je generalno gledano, so postali avtomobili precej podobni v vseh pogledih. Saj tudi vemo, zakaj in tako dalje. Kakšne prav, da bi rekel, da zdaj smo pa odkrili nekaj izjemno navdušujočega, drugačnega, niti ne. In to je seveda po eni strani slabo, ker tisto, kar izrazito navdušuje lahko samo en del ljudi, na drugi strani pa tisto, kar navdušuje, nekateri in moti. Glede na vse splošno
prepričanja, da so križanci in terenci tisto, kar se danes prodaja, je vseeno to, kar je tukaj za nami. Odraz tega, da mogoče pa ljudje še vedno želijo najprej udoben in uporaben avtomobil, ki ni nujno visok in velik in težek. Vozili, testirali, pogovarjali smo se o vseh, zelo dobro tudi razmislili. Informacije in vtisi so zbrani. 16. januarja pa v tovarni Adria Mobil v Novem mestu razglasimo zmagovalca.